AI postal en velik faktor v naših življenjih. Ogromne potrebe po energiji. Kaj to pomeni za energetsko sliko? Recimo za eno Francijo porabijo trenutno podatkovni centri pa AI centri recimo energije in tle se pričakuje nekje, da se na leto doda toliko odjema. Prav v takih številkah govorimo. V preteklosti so se sistemi postavljali bolj tako, da se je gledali, kjer elektrane lahko delajo 6000 ur na leto pa več. Zdaj seveda se pa to spreminja. So določene ure dneva, so določeni dnevi, kjer tudi pride do tega, da praktično iz proizvodne električne energije iz sončnih panelov pokrijemo potrebe po rabi elektrike. Nova epizoda, nov gost, isto vprašanje. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Bika za roge. Moj gost danes je Gorazd Ažman. Pozdravljen, Gorazd. Pozdravljen, Martin. Gorazd, da te najprej predstavim. Si imel številne vloge v energetiki, vključno z vodja poslovnega razvoja na GEN-I, več vodilnih vlog na Geoplinu, več vodilnih vlog na ELES-u, danes pa si vodja razvoja in inovacij v BPT, d.o.o. Skratka, ogromno izkušenj na področju energetike. Ne? Ja, res je. Gorazd, jaz sem te povabil na tale podcast, zato ker se že dolgo časa poznava in kadarkoli je bila kakšna strokovna debata ali kaj tazga, si ti znal stvari razložiti na zelo enostaven in razumljiv način. In to zelo cenim pri tebi. In bi rad videl, da imajo nekaj od tega tudi poslušalci in gledalci. Hvala, Martin. Jaz pa enako cenim, da osvetljuješ različne teme, različna področja, pa jih približaš tako eni širši publiki, da na ta način tudi malo neke bariere premaknemo med malo bolj strokovnimi temami, pa jih približamo prebivalstvu. Ja, sej, v bistvu sem to temo zbral zaradi tega, ker tudi mene zanima, no? Tako bi se rad več izobrazil o temi energetike. Na koncu bova pa seveda odgovorila še na vprašanje, kakšna je prihodnost Slovenije z vidika energetike. Pa bi jaz kar začel na enem takem perečem vprašanju. Po ruski invaziji v Ukrajino, in takrat, ko je prišlo do teh težav za dobavo plina, pa to, takrat se mi zdi, da smo se začeli širše pogovarjati o širši diskurs o energetiki. Takrat smo tudi mi posamezniki, potrošniki, recimo, smo na lastni koži občutili, kaj to pomeni, kakšen vpliv ima to na naše življenje. In mogoče smo se šele takrat zares zavedali, kaj energetika pomeni za naše življenje. Takrat smo začeli pogovarjati tudi o zadostni oskrbi z energetiko v Sloveniji. Pa me zanima, tako bi jaz začel z nekim takim osnovnim vprašanjem, kakšna je trenutna situacija v Sloveniji glede oskrbe z energijo? Ja, glede oskrbe je stabilna. Sigurno pa, če bi šla pogledat naše položnice, ki smo jih imeli pred vojno v Ukrajini, s temi, ki jih imamo danes, bi videla, da so pa cene vseeno ostale na nekih višjih nivojih, kot so bile pred to vojno. Zdaj, kakšen del je pripisati možno inflaciji, kakšen del neki spremembi v miksu virov, s katerimi se oskrbujemo, je malo težja naloga. Ampak definitivno se je stanje nekje v 2 letih stabiliziralo. Si pa eno pomembno stvar izpostavil. Če neka stvar dosti pomembno ne vpliva na naše denarnice, je za nas malo manj zanimiva. Za nami je eno relativno dolgo obdobje stabilne oskrbe, dokaj stabilnih cen z večjim spektrom energentov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Če govoriva tako o nafti, za prevoz kot elektriki doma ali pa zemeljski plin, ko ga določeni ljudje uporabljajo v Sloveniji za ogrevanje ali pa v industriji. Tako da smo se kar mogoče celo malo razvadili na ta komfort
ali pa celo nam je samoumevno, da živimo v delu sveta, samoumevno, to se mi zdi. Kjer imamo res zanesljivo oskrbo, tako z elektriko kot z ostalimi energenti. Je pa sigurno se malo bolj pokazalo to, kar energetiki ves čas vemo. Pokazalo se je to, na kar en del energetikov je vedno uporabljal, in to je pač ta energetska odvisnost od uvoza, predvsem iz tujine, ki velja praktično za vse energente, od premoga, nafte, zemeljskega plina. Se je v tem primeru pokazala, kako drastično se stvari lahko spremenijo in na nivoju na eni strani oskrbe, ali pa tudi cene v končni fazi, če je en vir ali pa en dobavitelj postane nestabilen. In zdaj, če bi mi dva tako pogledala, recimo, kateri viri energije, v kakšnem procentu se predstavljajo v tej naši potrošnji. Se pravi, imava, ne vem, elektriko, imava plin, imava premog, na koncu imamo nafto. Tako, tlele lahko malo osvetliš ta del, kako izgleda sploh oskrba. Ja, to je, kad te številke pogledamo, so kar zanimive, ker tako na prvo žogo bi marsikdo, ali pa tako tudi v pogovoru z ljudmi, vidim, da elektriko bistveno vidijo, da večji delež predstavlja v končni rabi. Ampak je v resnici približno 30% je še vedno predstavlja nafta pri primarni oskrbe, potem pa imamo tam nekje ranga 20-25% sta zemeljski plin, pa premog, vsak. Tako da elektrika je na nekih 10-15% do 20%, odvisen države do države, predstavlja kot že nek tudi v resnici lahko sekundarni vir, če za proizvodno elektriko uporabljamo nuklearno energijo, premog ali pa fosilna goriva, če ni to hidro. Sem te hotel vprašati, se pravi, ki si rekel nafta, a to vključuje samo nafta za ogrevanje? Ali govorimo na splošno? Govorim na splošno, okay. za vso porabo. Tako. No, sej, to je zdaj zanimiv aspekt, če gre pa na drugo stran pogledati, pa odjem, kot tak, imamo pa nekje taka groba razdelitev, 25% energentov ali pa energije porabimo gospodinstva, odjemalci, 25% recimo, ali pa dobrih 25% gre za transport, govoriva vsem o transportu, se pravi od avionov do avtov, s katerimi so se mi pripeljala, do vlakov, se pravi vse transport, in 50% industrija predstavlja. Tako neka groba razdelitev. Iz vseh teh virov, ki si jih prej omenil. Tako. Tako da tudi gospodinstva igramo pomembno vlogo, ampak tako, če pogledamo, pa tudi transport pomemben dejavnik pri rabi virov, ki ga treba imeti pač v mislih. Ko gledamo danes neko širšo sliko, zakaj pa kakšne namene porabljamo energijo. In rekel si, da je situacija, da je stabilna. Kje pa vidiš recimo nevarnosti oziroma tveganja? Ne vem, si predstavljam, da nafta, da tukaj smo povsem odvisni od uvoza. Medtem, ko bi rekel, da ne vem, za elektriko, da nismo toliko odvisni od uvoza. Kako bi tle ocenil situacijo? Ja, lahko pogledamo vsako stvar malo iz svojega zornega kota, recimo. Zdaj, na zemeljskem plinu smo uspeli na nivoju Evrope povečati dobavo recimo iz Norveške, pa bistveno se je povečal uvoz zemeljskega plina, utekočinjenega zemeljskega plina iz tujine, se pravi LNG, utekočinjenega preko terminalov, tle je Evropa dosti hitro tudi dogradila nekaj kapacitet. Tako da tle je največja sprememba, da smo recimo cenovno bolj izpostavljeni nekim globalnim cenam. Še vedno odvisni od dovoza, se pravi odvisni od dovoza, bolj odvisni od cen na trgu, ker tekmujemo za LNG z ostalimi državami, ki ga kupujejo. Zdaj, če bi šla pogledati recimo na Japonsko, ki je že 20 let odvisna od LNG-ja, je imela približno 7 let, tretjino časa, visoke cene zaradi te izpostavljenosti globalnega trga. En
tak nihaj kratkoročen so imeli, ko so imeli sami težave s Fukushimo, se pravi z nuklearko. En nihaj je bil post-covid, pa tale ukrajinska vojna. In v takih obdobjih, recimo za njih, če jih pozamemo za primerjavo, so to pomenijo skoki, ne vem, krat 2, krat 3 neke običajne cene za zemeljski plin. In to pol ima pomemben vpliv na naju, kot sva že prej rekla, predvsem pa tudi na industrijo. Zdaj na elektriki se pa druge stvari dogajajo, pa počasi opuščamo fosilna goriva, vedno več je proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Tle se nam pa kaže neka odvisnost od vremena, ki malo bolj vpliva na to, kdaj imamo električno energijo, pod kakšnimi pogoji, kakšnimi cenami. Tako da zdaj ljudje, ki so malo bolj noter, recimo v plinskem delu, pravijo, da še čist vsi stres testi niso bili sicer narejeni, da mogoče nismo imeli še čist najbolj mrzle zime, ampak vseeno v tem času smo videli, da smo uspeli predvsem z LNG-jem dobiti neko fleksibilnost, pa ostalo pač zagotoviti z nekimi zunanjimi viri. Okay, če ostaneva najprej naprimer na plinu. Zdaj LNG si rekel, da je dražji. Se pravi, kakšna je tukaj, bom rekel, neka prognoza glede rešitve na področju plina? A se bomo mogli navaditi na LNG, utekočinjen plin, ali so tukaj neke rešitve, kar se tiče plinovodov iz drugih držav, kjer bomo imeli dostop do večjih količin? Kratkoročno bo LNG igral pomembno vlogo. Zato, ker to so veliki infrastrukturni projekti, se pravi, nova polja plinska odpirati, navadno zahtevajo tudi sklepanje nekih dolgoročnih pogodb, vzad morajo biti neke zaveze po odjemu plina. To na eni strani, pa na drugi strani se pojavlja nek nov odjem za zemeljski plin, kjer v tej dirki, AI dirki, ker naenkrat tudi zemeljski plin začel pomembno vlogo igrati, ker je potreba po električni energiji toliko visoka, in ker še neki novi viri proizvodne niso na voljo, je v konkretnem porastu recimo poraba zemeljskega plina za proizvodno električne energije, za napajanje podatkovnih centrov oziroma AI centrov, kjer ta največji igralci tekmujejo, da bodo dovolj hitri. No, se tle na AI se bo še vrnila, ampak tako, če pogleda, polje v bistvu manj ponudbe ostane potem za nas, potrošnike, tako, naprimer. Tako. Pa če tako pogleda, kje so zdaj glavni viri plina? Odkje zdaj dobivamo plin? Naprimer, pa rečva LNG, da ga dava v drugo polovico, prva polovica pa plinovodi. Ja, najpomembnejši partner je Norveška za kontinentalno Evropo. Pride v bistvu nekje skoraj 45% zemeljskega plina pride iz Norveške, se pravi, konkretno se je njihov delež povečal, se pravi, za nekih 50% so povečali dobavo plina v Evropo po vojni v Ukrajini. Od Ukrajine. Tako, se pravi, delež plina, ki prihaja iz Ukrajine, je iz nekih 45% padel na nekih 10 do 15%. Ostaja bolj v tem vzhodnem, centralnem delu Evrope, ker vsem plinovodno omrežje ima neke omejitve, koliko plin lahko potuje med državami, pa v katerih smerih, ker plinovodni sistemi so bili primarno grajeni, da so iz teh velikih črpališč spravili zemeljski plin do porabnikov, malo se ga omišče v skladiščih, ki so po Evropi shranili ali pa drugje, ampak načeloma je bila to logika, ki je bila vzadej. Potem je pa LNG, in tle šla pa tudi LNG zdaj predstavlja pomemben del, in tle so najpomembnejši partner, recimo Združene države Amerike, ker mislim, da nekih 45% recimo LNG-ja pride od tam v Evropo. Tako da tle je prišlo do nekega shifta, če bi rekel, kdo dobavlja. Pa so pa rahlo povečali svoje deleže, recimo Alžirija, ki je bila že prej partnera, predvsem za Italijo, pa ta del Evrope, ki se prek Italije. Tudi Slovenija je že v preteklosti imela pa manj sklenjenih nekaj pogodb, kjer pride zemeljski plin preko Italije do Slovenije. Tle se vidi, da so pač naši predhodniki energetiki kar smelo razmišljali, da so vedno
ali pa skušali postavljati stvari tako, da sta bila vsaj dva vira neodvisna, zato da je bila neka odporna zagotovljena za primer nekih težav, ki so se lahko pojavljale, bodi si na plinovodnem omrežju ali pa na črpališču, da si imel neki iz dveh virov zagotovljeno dobavo. No. Tako da to je nekje trenutno slika za zemeljski plin. Ne. Je sigurno se v vmesnem času nekaj poznalo, da določen del industrije ni bil sposoben, ni prenesel teh cen, ne. Pa je so malo ali zmanjšali porabo, ali se je kje celo opustilo določene dejavnosti. Tako da ni šlo brez žrtev tudi. Ja. Ok, zdaj tlele večinoma govoriš o Evropi, dobava v Evropo. Koliko ima pa Slovenija, kaj bom rekel, avtonomnih rešitev, se pravi, da sama poskrbi zase? Nasplošno, na nivoju energetike kot celote. Dajva pogledati najprej plin, recimo. Ja, tle smo zelo odvisni od ostalih projektov. Ne. Zdaj, spomnimo se recimo projekta, ki je bil Južni tok, kjer se je več držav članic, pa tudi ne članic EU-ja dogovarjalo za možnost dobave pač ruskega plina iz južnega dela. Potem smo odvisni od terminala, ki je bil narejen na otoku Krku. Težko je umestiti v prostor dovolj velike infrastrukturne projekte, da si potem recimo čisto samostojen ali pa neodvisen. Zelo hitro se moramo nasloniti na sosednje države, pa na to, kakšne odločitve sprejemajo. Po drugi strani imamo pa tudi zaradi tega, saj na infrastrukturnem nivoju, na tem prenosnem, tako plinovodno, pa kasneje, ko se bo elektrike dotaknila, tudi elektro, zelo dobro omrežje, zelo dobro propustno, se pravi, smo sposobni večje količine energije uvoziti ali pa celo tranzitirati čez našo državo na račun tega, da imamo dobro infrastrukturo na tem prenosnem delu postavljeno. Tako da avtonomija, kar je bilo vprašanje, je zelo omejena. Treba zelo smelo se povezovati v bistvu s sosednjimi državami, pa spremljati tudi trende, pa biti aktiven pri vplivanju na te trende. Tle se mi zdi tako, rekel čist laično, se zdi največ fleksibilnosti verjetno ponuja LNG, tekočinjen plin. Zdaj samo vprašanje, kakšne so kapacitete skladiščenja tega plina, kako pa je s tem, recimo? Ja, tle so neki izzivi, ker skladišča več ali manj so bila postavljena, saj v Evropi, ob teh poteh transportnih, ampak delno tudi na nivoju LNG-ja se postavlja manjše zalogovnike, pa proba se uravnava to z neko dobavo, se pravi z dobavami LNG-ja v obdobjih, ko je več zemeljskega plina potrebnega. Tako da tle na nivoju uravnavanja te fleksibilnosti je bilo treba tudi kar nekaj prilagoditev narediti, in tle je še en del tega odprtega stres testa, kako ta kombinacija bo funkcionirala LNG-ja z obstoječimi skladišči v primeru neke recimo malo bolj resne zime, ali pa na drugi strani, če se bo bistveno povečal odjem zemeljskega plina kje drugje, oziroma kako bodo drugi infrastrukturni projekti narejeni. Recimo en tak pomemben, ki je sigurno plinovod med Rusijo pa Kitajsko, ki bi tudi lahko bistveno vplival še tudi morda na teh preostalih 10-15% zemeljskega plina, ki prihaja v Evropo iz Rusije. Tako da tle bo zelo odvisno, kaj se bo na globalnem trgu dogajalo, kako hitro bojo nekatere stvari šle, pa s kakšnim tempom. Ok, mogoče tlele sam za nek umestni rezultat. Kakšna je prihodnost oskrbe s plinom, recimo tako? Ali bomo več ali manj se oskrbovali s plinom? Pokazalo se je, da je odjem na plinu zelo, mi rečemo, prožen ali pa prilagodljiv. Tako da gospodinjstva so se hitro prilagodila, pa so šla pač na neke druge vire. V Sloveniji smo videli, da se je kar povečal delež na trdih gorivih, predvsem govorijo o biomasi. Povečal se je delež toplotnih črpalk, tudi na nivoju Evrope, tako da ta del se je hitro odzval. Medtem ko v industriji pa še vedno pač določeni procesi industrijski zahtevajo visoke temperature in tle siguren plin igra pomembno vlogo. Tako da v tem nekem prehodnem obdobju si ne predstavljam, da ne bo pomembne vloge igral.
bo pa konstantno pritisk na zmanjšanje porabe prisoten. Zdaj, omenil si biomaso, tu govoriva o lesu in podobnimi stvarmi. Koliko pa je tega, recimo tako v procentih, še v tej celi? Tle mi kot Slovenija, kar sem že parkrat v Sloveniji sprašal, v Sloveniji kar pomembno, se pravi na ogrevanju mi približno 3 teravatne ure, da to prevedejo v nek jezik, če bi primerjala z elektriko, četrtino letne porabe slovenske elektrike, lahko primerjava s tem, koliko energije porabimo za ogrevanje, s tem, da les zakurimo v Sloveniji. Se pravi, les še vedno v Sloveniji igra pomembno vlogo, je pa par držav, za kjer je to velja v Evropi. Večina držav se je odmaknila od tega, predvsem zato, ker tudi nimajo takega dostopa do lesa, ampak recimo tle še Finska, pa ena taka država, ampak nekega velikega bazena tle držav ni, ki bi v tej smeri bre. Tako da tudi v Sloveniji se je zgodilo, da je del odjemalcev šel na dodatno ugrevati nekaj na lesno biomaso pri visokih cenah plina, je pa na drugi strani tudi kar nekaj odjemalcev iz lesa šlo na toplotne črpalke zaradi drugih razlogov, predvsem zato, ker so si recimo sončno elektrarno namestili na streho, pa so imeli viške električne energije ugodno, pa so zato ta premik naredili. A lahko sam še enkrat razložiš tole, kar si rekel, 1/4 električne energije, ki se porabi za ogrevanje, recimo 1/4 od tega. Bolj sem želel primerjavo narediti. Ja. Mi ne porabljamo toliko še, ne predstavlja elektrika toliko velik del še v ogrevanju. Bolj sem želel kot primerjavo navesti, v bistvu, kakšna je to količinska vrednost. V bistvu, Ampak 1/4 elektrike, ki se porabi za ogrevanje, pride iz lesa. 1/4 manjši delež kot četrtina. Če bi pogledala, koliko energije, ki se jo porabi za ogrevanje, pride iz lesa, je ta delež manjši. Želel sem samo tako dati primerjavo, da če bi hotel ta les nadomestiti z nečim drugim, rabimo 3 teravatne ure toplote, kar je bistveno manj, če bi elektriko porabljali ali pa toplotno črpalko, ker delamo z drugačnimi izkoristki. Mogoče čisto, koliko teravatnih ur se pa porab v Sloveniji na leto, recimo, elektrike? Elektrike, številka je vsa leta tle nekje med 12, 13, 14 teravatnih ur. To je, recimo, smo majhna država, tle v širši regiji, porabljamo relativno malo, ampak ta številka kot sama nič ne pove nekomu, to težko preračuna, ampak če bi rekla, da recimo eno poprečno gospodinjstvo tam med 3 pa 5 megavatnih ur porabne, je to se pravi, dva milijonkrat, recimo. 2 milijona nas je, ne? Ja. No, se mi zdi, da ni direkt, verjetno ni direktna kalkulacija, ne. Tako, je zanimivo, da se lih sklada z populacijo. Dajva pol zdaj elektriko pogledati. Se pravi, elektriko pridobivamo iz različnih virov, čeprav razumem, veliko večino jo proizvedemo sami, določen del jo pa tudi uvozimo. In zdaj tle se govori o tej energy mix oziroma ta energijska mešanica, ali lahko razložiš, kaj je to, pa iz katerih virov dobivamo elektriko? Ja, ta izraz se uporablja, da z njim nekako povemo, kaj kot primarni vir uporabljamo, da elektriko proizvedemo v elektrarni. A je to zdaj pač premog, kot je v primeru termoelektrarne Šoštanj, a je to zemeljski plin, kot je v primeru termoelektrarne Brestanica, a je to vodna energija v primeru hidroelektrarn, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj, a je to nuklearna energija v nuklearki. In tlej Slovenija imela zelo dober miks postavljen, oziroma ima še postavljen zelo dober miks, kjer smo imeli recimo po tretjinah razdeljen nekako. Tretjino smo dobili iz nuklearne energije, tretjino iz fosilnih goriv, tretjino recimo iz hidroelektrarn. Ampak to tisto, kar je proizvedeno doma?
Tako, to je tisto, brez uvoza. Tako. To je tisto, kar je proizvedeno doma. In to je v preteklosti, ko so države te strategije postavljale, pomenilo, da imaš neko dosti stabilno strukturo. Če je premog malo dražji, pa ostala dva vira ostaneta na nekem nivoju. Ali pa če si na drugem viru, če je malo slabša hidrologija eno leto, da cena električne energije ne niha toliko močno, kot če bi bil odvisen samo od enega vira. Res je tudi to, da se je na območju Slovenije proizvedalo več energije, kar se je porabilo, kljub temu, da vemo, da je pač polovica nuklearne elektrarne Krško v lasti Hrvaške. Se je fizično jo proizvedalo več v Sloveniji, sicer če smo pa upoštevali tisto energijo, ki je šla potem do Hrvaške, smo bili pa nekje odvisno od leta, predvsem od hidrologije je bilo odvisno, koliko smo bili uvozno odvisni ali pa neodvisni. Se pravi, to je pomembno povedati. Drugo, kar pa je pa tako, v preteklosti so se sistemi postavljali bolj tako, da se je gledali, kjer elektrarne lahko delajo 6000 ur na leto pa več, pa nudijo neko stabilno to ceno za pasovno energijo, se pravi, da vse ure znotraj leta pokrijejo, potem so se dodajale v sistem elektrarne, ki so pokrivale ure, ko rabimo več električne energije, ali pa se pravi, ki so nudile neko fleksibilnost. In pa v vseh desetletjih smo zgradili najbolj kompleksen pa tudi stabilen sistem, in to je elektroenergetski sistem Evrope, ker ta nud v bistvu to zanesljivost, kar smo se jo prej dotaknili, nekaj skoraj samoumevna, da v primeru, da ena večja enota proizvodna izpade, da ostale enote v Evropi ta manjko energije nadomestijo. In to je ena velika dodana vrednost v bistvu elektroenergetskega sistema kot takega, da nudi tako stabilnost. Ker če bi bila midva čist off-grid, se pravi, če bi se od omrežja odklopila, pa bi nama elektrarna nehala delati, bi ostala v tistem trenutku pač brez električne energije, če ne bi imela pač nekega hranilnika, pa še pa bi gledala, kako hitro se nama bo sprazno in tako naprej. Tako da tle ta povezanost nudi tudi neko stabilnost. Zdaj seveda se pa to spreminja v letih, ki so že za nami, pa bo se še konkretno spreminjalo v letih, ki so pred nami. Povečuje se konstantno delež proizvodne električne energije iz obnovljivih virov. Okay. Tle predvsem govorimo o vetru pa soncu, govorim na nivoju Evrope, za Slovenijo predvsem govorimo o sončnih elektrarnah, ki so bile dodatno ugrajene. Ampak to je zaenkrat še majhen procent, ne? To je zaenkrat manjši procent, ampak so določene ure dneva, so določeni dnevi, predvsem v delu leta, ko so dnevi daljši, kjer tudi pride do tega, da praktično iz proizvodne električne energije iz sončnih panelov pokrijemo potrebe po rabi elektrike v Sloveniji. To za občutek. Imamo že taka obdobja. In v takih obdobjih je pa tudi seveda temu primerno se oblikuje cena na borzi drugače kot recimo pa pozim, ko imamo pa lahko neko daljše obdobje, ko ni sonca in rabimo več električne energije, recimo tudi za toplotne črpalke. In tle postaja vse skupaj veliko bolj dinamično, kot je bilo recimo v preteklosti, kjer so neke potrebe odjemalcev po električni energiji izravnavale elektrarne. Te velike elektrarne so bile sposobne pač malo povečati ali pa malo zmanjšati proizvodno, ali pa se je malo več vode spustili skozi hidroelektrarne, tiste, ki so imeli recimo tedensko ali pa mesečno akumulacijo. Okay. Imamo pa potem še nekaj uvoza, ne? Elektrike. Koliko pa je procentualno uvoza? Tlej pa zelo odvisno od, tako kot sem rekel, od leta do leta, predvsem je odvisno od hidrologije. Kar je dobro je, da imamo možnost praktično iz 4 različnih držav z vsemi, s katerimi mejimo, uvažati električno energijo. Elektroenergetski sistem Slovenije je izjemno dobro povezan s sosednjimi sistemi, tako da recimo za občutek toliko energije, ki mi porabimo, je letno električne, tudi tranzitiramo čez Slovenijo. Včasih so bili te smeri zelo izrazite, je nekje električna energija redno šla proti Italiji, pa se je mogoče samo spremenila, je prišla v celoti iz Avstrije
a je v določenih obdobjih dobre hidrologije prihajala iz Balkana, se zdaj to znotraj dneva veliko spreminja in je odvisno od tega, koliko piha veter v severni Evropi, kakšna je proizvodnja iz sončnih elektrarn v Italiji, recimo, ali kaj se dogaja na Balkanu, se pravi, se znotraj dneva na nivoju urlah to bistveno spreminja. Ampak če rečemo nek interval, ki se pojavlja v zadnjih letih, je to 10% od celotne porabe, 20%? Ja, zdaj, če ne upoštevamo, če rečemo, da polovica energije, ki je v nuklearni elektrarni, proizvedena, če rečemo, da to ni naše v narekovajih, da tega ne gledamo kot proizvedeno, pa nas, da moramo uvoziti, moramo najmanj nadomeščati uvoz električne energije, ki je bila prej proizvedena v termoelektrarni Šoštanj, ki zdaj primarno dela samo v času, ko zagotavlja toploto prebivalcev tam. Zdaj, blok, če je delal na polno 600 MW, naša konična poraba je pa 2100, se pravi, govorimo o eni tretjini, je treba naenkrat začeti uvažati 25-30% energije. Lahko v kakšnih obdobjih tudi manj. Ampak pokazali smo v Sloveniji, da smo zmožni tudi obdobja, kot termoelektrarna Šoštanj je obratovala, kot nuklearna elektrarna, da smo bili sposobni uvoziti dovolj električne energije, da smo v bistvu brez težav zagotavljali čisto nemoteno oskrbo na tem delu v Sloveniji. To je kar pohvalno. Okay. Jaz se spomnim, da je nekaj časa nazaj krožila ena kalkulacija mislim, da na LinkedInu. Nekdo se je lotil tega miksa in primerjal, koliko zaradi različnih virov, ki se uporabljajo pri proizvodnji električne energije, koliko električen avto v resnici onesnažuje okolje, koliko pa avto, ki je na nafto, se pravi na benzina. In je prišel do zelo primerljivih podatkov, zaradi tega, ker je toliko velik del tega miksa predstavljal premog, naprimer. A je kaj na temu, a je to dejansko nekaj, kar je treba o tem se pogovarjati, ali je to neka fama? Ne, sem tudi jaz, tudi do mene je to prišlo, pa tudi v debatah pride kdaj ta tema ven. Zdaj, jaz sem velik del časa se tudi ukvarjal z inovacijami, pa kako upeljati nove stvari v rabo. In zdaj, če bi mi čakali, da bomo imeli samo zeleno elektriko, pa bomo pa začeli električna vozila uporabljati, bi prepočasi uvajali spremembe, ki prispevajo k temu, da bomo živeli v čistejšem okolju. In ja, lahko se zgodi, da je lastnik električnega avtomobila živi celo v državi, kjer je v celoti ta elektrika proizvedena, recimo v neki termoelektrarni. Ampak kar vidimo vsem kot plus je to, da se neke tehnologije prej začnejo razvijati, pa uvajati in bomo prej imeli boljše pogoje za življenje na eni strani, pa na drugi strani, da znajo neke velike enote, ki proizvajajo električno energijo, tam lokalno tudi poskrbeti, da manj onesnažijo okolje kot tako, kot vsak avto. Ker je lahko razlika, ali v nekem večjem mestu 2 milijona ljudi diha slab zrak, ali nekje, pa se ne to sliši, nekje na odmaknjeni lokaciji imajo te slabi pogoji manjši vpliv na življenje ljudi, pa manjše število ljudi. Tako da to so tudi neke prednosti. Takih, bom rekel, upeljave novih rešitev, kot je pač mobilnost. Ja, se sliši smiselno. Ja. Pa dajva se pol dotakniti tega zelenega prehoda. Do leta 2035 se ne bi več prodajali avtomobili z motorjem na notranje izgorevanje. Se pravi, ne bo več bencinarjev, se prodajali, naprimer. Kako smo pripravljeni na to? Recimo, kako smo pripravljeni na ta prehod, da bomo to dejansko speljali do leta 2035? Zdaj, zaenkrat, bom rekel, ta infrastrukturni del uspeva slediti temu prihajanju e-mobilnosti v širšo rabo. Vidimo, da se polnilnice izgrajujejo, postavljajo nove.
Definitivno nas pa čaka na tem delu kar nekaj dodatnega dela. Ne. Prele sem že omenil, približno 25% predstavlja transport. Pomembno lahko vpliva to na kvaliteto zraka, se pravi, je neka motivacija ozadej, da se to izpelje. In tle bi izpostavil 3 stvari. Prva, na prvo mesto bi vsem dal ozaveščanje, da bi izboljšali komunikacijo z ljudmi, kaj so koristi prehoda, kaj so koristi, da gremo na čistejša goriva, pa da pride e-mobilnost v rabo. Da ne bi to bilo bolj po neki poti usiljenosti, ampak skozi to, da začneš uporabljati. Ker v praksi se pokaže, da ljudje, ki začnejo voziti električen avto, hitro vidijo, da kar veliko nekih predsodkov odpade. Sploh če govorimo o drugem avtomobilu, ki ni podvržen nekim daljšim potem in izzivom, v bistvu, kako povant na daljši poti ali pa kako povant, ko se ti modi. Se pravi, ni nujno. Ne? Pacneje, ne? Tako. To je ena plat. In tudi skozi ta ozaveščanje bi se dal boljš predstaviti vsem, koliko je nek ta strošek rabe vozila v življenjski dobi. Ker zaenkrat kaže, da je na strani električnih vozil. Da bi znali to približati v bistvu uporabnikom. Zdaj, na drugo pa tretje mesto bi dal pa 2 temi povezani s polnjenjem električnih vozil. Če se pametno lotimo postavljati tako infrastrukture za počasno polnjenje, prav problem 2 rečva temu, ali pa izziv 2, pa hitrega polnjenja, lahko marsikaj poenostavimo, izpeljamo z nižjimi stroški in tudi na koncu dosežemo, da bo cena polnjenja na ta način bistveno bolj ugodna. Pri počasnem polnjenju je treba več pozornosti usmeriti temu, da bi mi že sonce takoj spravili v avtomobile, sončno energijo. Se pravi, ne, da moramo imeti nekje zdaj zalogovnik, kar sva se prej pogovarjala, pa shraniti energijo v baterijo, zato ker zdaj sonce sije, pa pol prestaviti to v avtomobil. Zakaj ne bi že takoj spravili v avtomobil? In tle se moramo pol vprašati, kje čez dan stojijo avtomobili. In to je pogosto pri poslovnih stavbah oziroma tam, kjer ljudje parkirajo, ko grejo na delo. Govorijo vsaj za Slovenijo. In zato je tle treba pa delati na ozaveščanju, bom rekel, delodajalcev, podjetij, da tako infrastrukturo postavijo, kjer se bo omogočalo počasno polnjenje ali celo prilagojeno polnjenje, se pravi, če je sonce, če ni sonca, ker avta ne rabimo vsak dan polniti električnega, sploh če je to drugi avto. Enkrat tedensko je dovolj napolniti. Drug izziv je pa hitro polnjenje. Tle pa spet s pametnimi pristopi, kjer se hitre polnilnice postavijo blizu energetske infrastrukture, se da tudi bistveno olajšati umeščanje v prostor, investicija manj stane, hitreje bomo postavili tako polnilno infrastrukturo in pol v končni fazi, kar je najpomembnejše, to, kar se izpostavil in je res pomembno, v bistvu do časa imeli infrastrukturo postavljeno, ki bo omogočala, da bojo te uporabniki električnih vozil res imeli možnost ta vozila, ki je polniti. Ja, tukaj se mi zdi, da saj tako slišim, da je tukaj vprašanje, kar se omrežja tiče. A bi omrežje, da danes omrežje tega ne bi preneslo, naprimer, današnje omrežje. Samo tukaj je še teh 10 let. O kakšnih investicijah v omrežje pa tukaj sploh govorimo, da bo to izvedljivo leta 2035? Za občutek na nivoju Evrope skoraj 600 milijard evrov, pri čemer bo šla recimo 2/3 tega bo šla na nivoju distribucijskega omrežja. Se pravi, če razdelimo nekje prenosno omrežje, govorimo o avtocestah električnih, ne, distribucijsko je pa tisto, kar pride do porabnikov, kar pride do nas doma. Na tem delu 2/3 tega in ker bo zelo zahtevno tudi uravnavati vse te pretoke in ker bo pomembno, kdaj se avti polnejo, kar sem omenil prej, ker bo pomembno, kdaj delajo toplotne črpalke, bo šlo recimo več kot 1/4 tega denarja za digitalizacijo v bistvu, oziroma za digitalno podporo procesom prilagajanja, polnjenja, odjema, upravljanja tako kompleksnega sistema. Tako da to so resne številke, resne investicije za speljati,
Ampak tako, kot sem prejle že povedal, ne, zelo pomembno, kako bomo znali bolj smart k kakšnim rešitvam pristopati, ne, da bomo ali zmanjšali potrebo po investiciji, ali skrajšali potreben čas, ali upeljali kakšno rešitev, ki bo celo zmanjšala ali pa za nek čas nam omogočila, ne da bomo imeli do leta 35 čas, ampak do leta 40, ne, da bomo do 35 že vse omogočali, ampak bomo z infrastrukturo, s klasičnimi investicijami lahko z manjšim zamikom kaj speljali. Tako da tle imamo nekaj manevrskega prostora. Pa tukaj pol to pomeni, da bo recimo mogel posameznik ali podjetja več investirati tudi v svojo infrastrukturo oziroma svojo opremo, naprimer sončne elektrarne in podobno. Tle se zelo različni modeli sicer kažejo, ne? Zdaj v tem obdobju, ki je za nami, se je že pokazalo, da je veliko podjetij že recimo postavili fotovoltaiko, ne? Ampak ja, polnilno infrastrukturo pa pomeni, da jo bodo recimo investirali sami, ampak tle tudi te investicije vzpodbuja recimo v Sloveniji Ekosklad, ne, ko govorimo o polnilni infrastrukturi za električna vozila. Tudi vidimo, da podjetja kar dobro prenavljajo svoje vozne parke, ne, kar je pomembno je, da skozi polnilno infrastrukturo podprejo tudi to, da ko bodo ljudje s svojimi vozili prišli v službo, da jih bodo lahko tam napolnili, ker bo to pomagalo tudi še en tak izziv rešiti, se pravi polnjenje električnih vozil pred večstanovanjskimi stavbami. Bomo lahko generalno imeli spet bolj pametno se lotimo postavljanja infrastrukture, pa več stvari naenkrat rešimo, pa se izognemo predvsem temu, da bi podvajali ali pa imeli podvojene ali pa potrojene investicije. Tako, kot sem že prej rekel, baterija, pa še ena baterija, ali pa polnilnica pred blokom, pa še pred službo, pa še na javnih polnilnih mestih, pa še pred trgovino, ampak da se nek pameten koncept postavi, kjer bomo pol lažje postavili do časa, pa nam bojo neka sredstva ostala za investicije v druge stvari, recimo v hranilnike za sezonsko hranjenje. Okay. Ker smo že pri sončnih elektrarnah in investicijah v zvezi s tem, na X-u sem zasledil, da je Elon Musk rekel, da v prihodnosti, da bo tam okrog 98% energije solarne. A je to realno, ali on samo prodaja neko svojo rešitev, ali je to res neka vizija prihodnosti, ki se ti zdi realna? Jaz si ne predstavljam energetske prihodnosti brez sonca. So neka neodgovorjena vprašanja, če bi želeli imeti to stanje, da imamo 98% energije iz sonca. Eno pomembno sva se ga že prej dotaknila, je pač sezonsko hranjenje, drugo je sonce zelo različno sije po različnih regijah in imamo pol velike pritiske bi imeli na infrastrukturo, ker ne moramo lokalno proizvesti vse električne energije iz sonca. Mi ne moramo spregledati dejstva, da v določenih delih Evrope po 5-6 tisoč ur ali pa več na let, če ima leto 8 tisoč ur, ali pa da rečva, če več kot 60% časa sonce ne sije, mora takrat energija od druge prijeti, je pol pritisk na omrežje. Ampak sončna energija je tukaj in vidimo, če se malo odmaknemo iz tega dela, kjer imamo tako, bom rekel, privilegij neprekinjene oskrbe. V Južni Afriški republiki nameščajo solarne panele, zato ker imajo moteno oskrbo zaradi internih težav v državi. In je motivacija čez druga, se pravi zagotoviti, da imaš vsaj del porabnikov oskrbiš, da telefon napolniš in tako naprej. Zanimiv pol, gremo lahko pogledati, arabske države tudi nameščajo fotovoltaiko, zato da manj nafte porabijo, da jo lahko drugim prodajo. Se pravi, motivacijski faktorji vzadaj so zelo različni. Kitajci ogromno nameščajo fotovoltaike, ker želijo tudi sami sebi omogočiti živeti v čistejšem okolju, pa produkcijo tega imajo. In v zadnjih letih smo videli, da na eni strani zelo pada cena panelov, dostopnost tega in tudi v končni fazi te rešitve, ki zdaj čisto splošne trgovce prihajajo, kjer ti nek 300 kW modul
lahko doma kar vtičnico daš, pa na steno. To je ena pot, ki bo tekla naprej, ne? In se bo delež tega sigurno povečeval. Ne pa do te mere, da bi bilo. A bomo prišli do 90%, 98%, to bi pomenilo, da se bomo bi pomenilo, da on verjetno ne vidi recimo nuklearne energije ali pa še kakšnega drugega vira kot potencialnega, zdaj je to veter. Ampak dejstvo je, da za futuristično razmišljanje je čist legitimno, ker je sonce pač tako dostopno. In tudi v preteklosti se je že več ljudi, ki so bili mogoče še bolj inženirji, so podobna razmišljanja imeli, pa da se naslon človeštvo zgolj na sonce ostaja pod velik izziv, kako zagotavljati te potrebe po fleksibilnosti na strani porabe, kako zagotavljati hranjenje. Ker pri vsaki pretvorbi električne energije so ogromne energije izgubine in tle pol pridemo do neke situacije, kako to zagotoviti. Se pravi, ko jo hraniti za obdobja, ki jo rabimo več in kako jo prilagoditi čist znotraj dneva tudi neki dinamiki in spraviti v bistvu iz Kalifornije do notranjosti Amerike, so že to izzivi. Ja, zdaj, ko si omenil jedrsko energijo, sem se spomnil, mislim, da je bila ena študija objavljena, ki govori v prid jedrski energiji napram solarni. Da vem, kakšna je pa pol prihodnost jedrske energije? Tako, ker čist pomislim, najprej spomnim, da smo govorili še nedolgo nazaj za Nemčijo, kakšno strateško napako so naredili, ko so začeli zapirati jedrske elektrarne. Medtem ko zdaj pa govorimo o tem, da so obnovljivi viri energije, da bojo v prihodnosti, dobro, Musk je rekel 98%, ampak kar hočem reči, kakšna je pol sploh prihodnost jedrskih energij? A je to zdaj nekaj umestnega, čez par desetletij pa tudi to ne bo več? Jaz si težko predstavljam, da se te programi opustijo, zato ker tudi vidimo, da so v določenih državah v porastu. Mi imamo praktično, če uporabljam ta izraz, že na dvorišču primer 2 držav, ki sta se čisto drugače opredelili do te tematike, Francija, Nemčija. Pa če rečemo, da sta to 2 državi, ki sta nekako največji, pa ima ta neko pomembno vlogo igrata. Lahko vidimo, da obstaja več različnih poti. Neka težava, ki je, da se vedno v temi, zdaj so to obnovljivi viri, predvsem pa pri nuklearni, dostikrat iz neke tehnične strokovne debate velika tudi pride hitro na politično, in je pol to zelo neko negotovo področje na eni strani, na drugi je pa izgradnja takih objektov terja kar nekaj časa, pa moraš imeti neko vizijo, da bo to tudi pol obratval, recimo nekaj desetletij. Ampak se pravim, si ne predstavljam, da in v bližnji in v daljni prihodnosti ne bo nobene države, ki bi uporabljala ali pa si zagotavljala del miksa iz vira, kot je nuklearna elektrarna. Ja, mislim, da je kar nekaj jedrskih elektrarn se ta trenutek gradi. Tako. Ja. Da vas zdaj še AI pogledati. Okay. Se pravi, že prej si omenil, da potrebe AI-ja, da imajo ogromne potrebe po energiji. Predvsem te podatkovni centri in podobno. Eden od prejšnjih gostov je celo rekel, da bo AI prinesel brezplačno energijo. Kako ti to vidiš zdaj? Se pravi, AI je postal en velik faktor v naših življenjih, oziroma postaja, rekel, nekateri vidijo hitrejšo pot, nekateri počasnejšo, ampak dogaja se, ogromne potrebe po energiji. Kaj to pomeni za energetsko sliko prihodnosti? To je še en dodaten odjemalec električne energije. Dodaten odjemalec, če se prej mobilnosti dotaknila. In
recimo za eno Francijo porabijo trenutno podatkovni centri pa AI centri recimo energije in tle se pričakuje nekje, da se na leto doda toliko odjema. Prav v takih številkah govorimo. Da se na leto doda koliko odjema? Za eno Francijo odjema. Za eno Francijo odjema. Lahko, ne? Zato, da v celi Evropi ali kako? Na svetu, v svetovnem merilu govorim. In tle je trenutno situacija taka, da recimo tudi ta podjetja, ki so že prehajala, jaz se spomnim pred COVID obdobjem, eden največjih gigantov iz IT sveta, je že kazal, kako imajo prilagojen, da bodo spravljali obnovljivo energijo v svoje podatkovne centre, kako bodo prilagajali delovanje podatkovnih centrov, proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Potem ta gigant močno stavil na nuklearno tehnologijo, ampak zdaj, ko je ta dirka, ko je to odprta dirka, se samo gleda, kaj je najhitreje dostopno. In je to recimo, govoriva v Ameriki, zemeljski plin. Cena je recimo še enkrat višja kot v Kanadi, ampak postavljajo data centre tam podjetja. Naročila 75% vseh investicij v plinske elektrarne je za AI centre in 3 največji dobavitelji, proizvajalci plinskih elektrarn pravijo, da to, kar se danes naroči, ne bo dobavljeno recimo leta 2028-2029. Prav to je nekaj, kar nas čaka v naslednjih letih, razen če bi se nekaj zgodilo z temi pričakovanji do AI-ja, se pravi, da bi se bistveno zmanjšala, pa da bi se ta pritisk na gradnjo novih centrov ustavil. Ampak enostavno je zdaj to tako pomembna tekma med večjimi igralci, da v bistvu je kar naenkrat, lahko rečemo, vse dovoljeno, se pravi, nazaj zemeljski plin, plinske elektrarne, tako kot sem prej omenil, ko sem še študiral, to so bile elektrarne za vršno energijo, se pravi, za takrat, kaj treba ta zadnje stvari pokriti, kar se elektrike tiče. Ta draga energija je bila to. Zdaj govorimo, da zato, za viške, to, v bistvu. Tako, zdaj pa to tisto, kar je po roki in kar lahko takoj uporabimo in je samo pomembno, da bomo hitro te data centre postavili. Zdaj, kakšen pritisk bojo imeli na ceno, tle pa je zanimivo, da pride do tega, da bo cena oziroma električna energija lahko brezplačna. Tle je dobro povedati, da mi v energetiki radi ločimo pa rečemo, kaj je cena električne energije, kaj je strošek. In lahko je cena nič, ampak mora ta energija še do teje prijeti. Takrat dobimo strošek, takrat prije zraven. Davek, trošarine, druge dajatve, infrastruktura, logistika, karkoli povezano s tem. In ja, lahko bo energija nič. Mi imamo že danes znotraj leta v Evropi v marsikateri uri ceno nič ali pa celo negativne cene. Se pravi, so proizvajalci pripravljeni plačati, da ti elektriko prevzameš. In tudi število teh ur se povečuje iz leta v leto, iz razlogov, ki smo se jih danes že parkrat dotaknili, se pravi, skozi več obnovljivih virov. Tako da ni tle nič, bom rekel, mimo strelo, tvoj prejšnji sogovornik. Se pravi, je to nekaj, kar je teoretično lahko blizu te neke številke, če tako gledamo. Ker pride do tega, da je lahko capex toliko nizek v postavitev sončne elektrarne, da pa na koncu ta energija res ima marginalno vrednost, blizu ničle. Kako pa izgleda svet, kjer je energija zastonj? Ne vem, trenutno se mi zdi, da je to, recimo, Luke Gromen, je en makroanalitik ameriški, prav, da je šla Amerika iz, se pravi, to, da dolar bazira na zlatu, to, da dolar bazira na energiji. Zaradi tega, ker se vso trgovanje po svetu z energijo se dogaja v dolarjih. Kakšen svet je to, kjer je energija zastonj? Napačen signal bi bil, če bi bila prav pa energija kot taka. Zato sem prej izpostavil, kaj prispeva k strošku zastonj, ker vidimo, da če se vrnemo čisto na začetek najnega pogovora, da šele ko nekaj stane,
dobi našo pozornost, neka tema. In če mi želimo preideti v bolj zeleno, bolj čisto prihodnost, ne bomo mogli razmišljati tudi o tem, kako bomo to energijo bolj učinkovito porabili, kako jo lahko porabimo manj za bolj prave stvari. In ja, če bi bila kar tako, bom rekel, dostopna, brezplačno po ful nizkih cenah, se mi zdi, da bi šli v ekstreme, pol, kar se njene porabe tiče. In na koncu je vedno nek vpliv na okolje, ali pa v končni fazi na vsega od nas, na posameznika. Se vidimo, da več energije kot družba porabi, bolj to vpliva na nas kot ljudi, da smo bolj pod stresom, bolj pod pritiskom te energije na eni strani. Aha. Zanimivo, se pravi, več energije, ko porabimo, bolj smo pod stresom te energije. Ja, ker več stvari sicer dela za nas, ne? Ampak nekje nas to obremenjuje, mentalno. Tudi če to preložimo na nekoga drugega, pa tudi če bo v končni fazi to na koncu enkrat agent ali pa AI, bo to del nas okupiralo. Ok, zanimiv zaključek, Gorazd. Deva še sklepno vprašanje, kakšna je energetska prihodnost Slovenije? Jaz moram priznati visoko stopnjo zaupanja v moje kolege v energetiki. A smo naredili vse v zadnjih 10-20 letih prav, verjetno smo naredili kakšen kiks, ampak redno smo pa razmišljali, pa gledali v bistvu, kako stvari postavljati pa narediti, tako da je v Sloveniji cena energentov korektna za odjemalce pa industrijo. In tle tudi v času krize skozi neke ukrepe, ki so bili mogoče malo direktni, recimo v poseganje na trg, smo na drugi strani vsem za neko obdobje stabilizirali ceno energentov, pa omogočili, da smo imeli tako gospodinjski odjemalci, kot industrija, neke pogoje, ki so omogočali normalno življenje, bivanje, delovanje, da so določena podjetja obstala. Tako da tudi verjamem, da bomo prej ohranjali to zanesljivost na nivoju infrastrukture, kaj imamo, ta energija pa energenti pridejo do nas takrat, ki jih rabimo, pa po ceni, ki je za nas primerna. Je pa pred nami res obdobje nešteto priložnostih v energetiki. Tako da si res sam želim, da se več mladih odloči tudi za vstop v te poklice oziroma v to sfero delovanja. V energetiki se trenutno stvari dogajajo bistveno hitrejše, kot so se v preteklosti. Veliko stvari je danes že omenil, povezanih tudi z digitalizacijo, kar je nekaj, kar je mladim blizu. In jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, ko sem vstopil v energetiko v času, ko so se odpirali trgi, ko so se stvari spreminjale, na kakšen način smo energijo prenašali oziroma trgovali z njo med državami ali pa znotraj države, da je bila to lepa priložnost, da nas je veliko, ko smo takrat vstopili v to polje, ki je bilo polno sprememb in polno priložnosti, smo imeli res dobre pogoje, da smo se veliko novega naučili, da smo bili blizu izvoru znanja, da smo bili blizu postavljanju novih stvari in enaka priložnost je danes, v bistvu jo vidim tudi za mlade. Če v to polje vstopijo, je na področju kemije, kjer iščemo pa vzpodbujamo iskanje novih tehnologij za pretvorbo elektrike skozi neke kemijske pretvorbe v neke hranilnike, je prostor na nivoju strojnih inženirjev, se pravi neke rešitve, ki bojo pomagali drugačne stroje postaviti, na nivoju elektroinženirjev, ki bojo pomagali te sisteme postavljati, tako na nivoju IT-ja, se pravi inženirjev, ki bo pomagali postaviti platforme, ki bojo na končni fazi olajšali tudi nam delo, da ne bova midva razmišljala, kdaj se mora avto napolniti, ampak bo infrastruktura primerno postavljena, pa primerno postavljen sistem, da bo poskrbel, da bo najin avto se recimo napolnil. Tako da eno zanimivo obdobje, tako da upam, da tudi mladi vanga stopijo pa prispevajo svoj delež k temu pozitivnemu efektu. In to je pa
večji delež obnovljivih virov, bolj pozitiven vpliv na naravo, da v končni fazi v Sloveniji ostane tako, oziroma se stanje izboljša, kot je danes, ker imamo res privilegij živeti v taki državi, ki živimo, se pravi, s tako kvaliteto bivanja, kar se tiče narave, čistega zraka, pa da bo tudi še vedno sneg po vrhovih, da bomo lahko vsaj kakšnega sneženega moža naredili ali pa se malo pokepali, če že kakšno zimo namo mogli smučati, ko smo bili mlajši. Torej, z optimizmom zreš v prihodnost. To je zelo lepo slišati. Mogoče bi sam še to me zanimalo, no, tam, kjer smo začeli na začetku, a veš, se pravi, kateri viri energije, v kakšnih procentih trenutno trošimo, ne? Kako bo to izgledalo recimo leta, pa recimo 2050, naprimer. Ja, leta 2050 jaz pričakujem, da bo elektrika predstavljala bistveno večji delež v končni rabi kot danes, se pravi, da znajeti iz nekih 90%, tudi kaj do 50%. Ostalo bodo pa zagotovili bodisi neki zeleni plini, a zdaj bo to vodik, a bo zelen metan, ali bomo še nekaj novega pogruntali do takrat, pa bomo imeli še v neki obliki shranjeno lahko energijo sezonsko, se pravi, aj to o amonijaku veliko govorijo, ali bo pač neke druge molekule, ki ne bodo pač te, ki jih danes uporabljamo kot fosilna goriva, se pravi, tle vidim nek tak miks, recimo, za prihodnost. Nafte ne bo več? V enem delu bojo nafta, zemeljski plin ostali verjetno na nekih lokacijah, kjer bo poskrbljeno, da se bo pač CO2 pa izpušni plini ujel, pa da se bo to ustrezno bodisi shranili oziroma nekam prenesli. Tega se danes nisva veliko dotikala, no, ampak te stvari so zelo povojih, drage so, se pravi, zajemanje izpustov v celoti, pa pol bodisi to vtiskavanje nekam. Norvežani že iščejo v bistvu prazne kaverne, kamor bi se CO2 vtiskaval, se pravi, do zdaj so iskali polne, tiste, ki so z metanom polne, ne. Da se bo del plinovodnega omrežja preoblikoval, da bi lahko CO2 potem šel v kontrasmeri nazaj. Tako da zanimiva prihodnost je tudi na tem delu pred nami. Ja. No, se nekaj mora pa pustiti za naslednjo epizodo, ko še tako je. Res je. Gorazd, sva v končnem segmentu, to so hitra vprašanja. In prvo hitro vprašanje je, odjem iz omrežja naj bi v majhnem procentu padal vsako leto, ne, zaradi samooskrbe. Koliko procentov današnjega odjema bo čez 10 let? Kolikšen procent? Tle grejo lahko številke, če bomo uspeli sončne elektrarne postaviti tudi na nivo distribucijskih omrežij blizu enih RTP postaj, grejo lahko na 20-30% samo še tega, recimo, kar je danes, recimo. Okay. Ampak bo tistih 30% hudičev pomembnih, ko bomo morali z omrežja vzeti energijo. Okay. Ja. Se pravi, 70% nižje. Ja, jaz vsem verjamem, da pomembno vlogo lahko igrajo neke lokalne rešitve, neka taka mikroomrežja. Ne maram besede samozadostna, ne maram besed off-grid, zaradi tega, ker je izredno drago biti popolnoma neodvisen od pa vse lokalno zagotoviti, se pravi tistih zadnjih 20-30% je izjemno dragih, zato tle bo neka infrastruktura, energija bo prihajala in infrastruktura bo mogla biti primerna in se bo odražala pač v strošku energije. Ampak te lokalne rešitve lahko prinesejo manjši pritisk na infrastrukturo, če bomo bolj lokalno sposobni tudi na energetiki vpeljati neke rešitve, ki bojo zmanjšale pritisk na logistiko energentov, bodisi po cesti z vlakom ali pa po žicah ali pa ceveh, recimo, če govorimo o toploti pa plinu. Okay. Kaj se ti zdi trenutno največja poslovna priložnost na področju energetike? Zdaj, večina mojih kolegov, ki so malo bolj hasleri, bi zdaj rekli, da je to baterijski hranilnik.
Mogoče še 2 leti nazaj bi rekel sončna elektrarna na strehi, danes bi rekel baterijski hranilnik. Okay. Ja. A pa ta dolgoročni? Govorimo o tem kratkoročnemu, ja, ki lahko pomaga zagotavljati fleksibilnost znotraj dneva. Tako. Samooskrba z energijo, veliko se o tem govori. A bi mogli več razmišljati potem tudi o samooskrbi s hrano? Zakaj samo samooskrba z energijo? Drži. Večplastno je to. Se pravi, hrana je en pomemben dejavnik, a ne? Ker danes jo vozimo iz vseh koncev sveta, da pride na naše police, pa imamo primerljiva živila tudi sami pri nas. Meni pomembno vprašanje, ki ni v redu naslovljeno, je tudi mobilnost delovne sile pa ljudi. Se mi zdi, da še vedno ogromno priložnosti tle. Pa je že izgleda zelo obetavno po covidu, ne, da smo se navadili na delo od doma, pa da je tega več, pa dobivam feedbacke, da se povečuje nazaj delež tega, da so ljudje v pisarni. Se pravi, tle nismo znali tega nekako primerno nadgraditi po temu, da bi iskali neke rešitve, ki bi zmanjšale pritisk na to dnevno mobilnost. Tle so tudi ogromni prihranki energije lahko, da ne rečem, kako čas v avtu vpliva na ljudi, pa na njihovo počutje, pa verjetno posledično tudi na zdravje čez neka obdobja. Ne. Tako da tle ene države bistveno drugače že pristopajo, pa testirajo neke modele, kjer so ljudje na nekih v končni fazi tudi coworking, ampak na nivoju za korporacije podprtih coworking oddelkih lahko bliže doma opravijo svoje delo pod primerljivimi pogoji, recimo, kot na delovnem mestu, pa je s tem manjši pritisk na mobilnost. Tako da pomembna tema v bistvu. Zanimivo. Če bi imel danes 10.000 evrov za investirati in bi jih mogel investirati samo v, recimo, eno delnico, eno podjetje, ne? Kam bi investiral? Pa to ni na svet, seveda. Ni na svet. Katero koli podjetje, mora biti energetika? No, pa deva reči, kjerokoli podjetje. Kjerokoli podjetje. Nvidia. Ja, ta trenutek. Kljub temu, da je že toliko visoka cena. Se ti zdi, da ima neomejene potencijale? Če bomo energetiki uspeli energijo zagotoviti, se mi zdi, da ima AI res potencijal za rašče. Okay. Če bi pa rekel čist lokalno doma, bi pa 10.000 evrov porabil za to, da si hranilnik postavim baterijski. Okay. Ja. Še zadnje vprašanje, Gorazd. Če bi bil minister za okolje in energijo, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil? Zelo težko vprašanje. Definitivno več časa posvetiti ozaveščanju ljudi pa komunikaciji z ljudmi, da bi se počutili bolj vključene, ampak ne samo tako na papirju, ampak vključene v te spremembe, ki jih moramo izpeljati, če želimo to zeleno tranzicijo res uspešno pripeljati do konca. Se pravi, da to naredimo skozi več sodelovanja, tako med podjetji, ki so energetiki prisotni, tako kot med večjimi podjetji, ki so pomembni porabniki, kot med ljudmi, se pravi čist preprostimi državljani. Da ni to neka tema, ki je nekje delač visoko v oblakih, ki jo noben ne razume, ampak da jo na nek primeren način približamo vsakemu posamezniku. Gorazd. Super odgovor, super epizoda. Hvala ti za obisk. Poslušalci in gledalci, se vidimo naslednji torek.